Že veste, kateri je tisti Audi, o katerem vsi govorijo zadnji mesec? Ne, ni novi A1, ampak Q8. Tole je zdaj novi ponos nemške znamke, največji, ne, Q7 je večji, najprestižnejši SUV. Ja, tako bo bolj prav. Kako impozantni je tale avto, boste videli takoj, ko ga boste zagledali na cesti. Čeprav ni med največjimi, dolg je malenkost pod 5 metrov, ima tole krasno masko in okvir satovja, ki ima po novem 8 kotov. Wow, pomembno samo za fane Audija, saj vem. Ima pa tudi teli značilni črti in zadaj povezane luči, kar spominja na prvi model Quattro. Torej Quattro. Z njime sploh ni bilo strahu tele višave, čeprav je že november in bi že moral biti sneg. Q8 pa ima še vedno klasičen 4-kolesni pogon, se pravi pravi mehanski diferencial, moč pa se lahko prenaša 40:60% med sprednjo in zadnjo opremo. Po potrebi se to razmerje tudi spremeni, da gre do 70% naprej in do 85% nazaj, če se je treba skopati z kakega snega. Ja, vem, da boste za takšno vožnjo potem izbrali tudi bolj terenske gume, kot so tele na 22-palčnih platiščih, s katerimi pač noro izgleda. Zakaj je Q8 še hud stroj? Ja, ker ima odlično zračno vzmetenje. Lahko ima tudi klasično, ampak sploh si ne predstavljam, da kdo ne bi doplačal za tole. Čakajte, pa moram prav pokazati, sem da se ostavim. Že na mesto se takole dviguje, če želite. Do hitrosti 30 km/h za 50 mm, tako da je potem skupna oddaljenost total vsaj 254 mm, kar pa se sliši že zelo terensko. Ja, si pa ne predstavljam lastnika tega avta, da bo dal 128 jurčkov, posel pa zapeljal tal nekam Gošo. Bo pa gotovo enkrat v življenju to prišlo prav. Mogoče še večkrat, da se pri večjih hitrostih sam spusti za 4 cente, da je bolj aerodinamičen, da je težišče nižje, nasploh pa, da kljub ogromni masi več kot 2 toni 200 lepo požira luknje na groznem asfaltu tele krasne panoramske ceste. No in zakaj sem se ustavil točno tule? Zaradi mangana in cinka. In zakaj sem tukaj? Zato, ker je tole tudi ena najlepših kmetij pri nas. Leži tukaj nad Logarsko dolino, ki je že itak prekrasna, ampak ko prideš sem, imaš do narave še posebno spoštovanje. Tudi dizelski motorji so z dodatki AdBlue postali zelo čisti in čeprav jih bomo kmalu opustili, bodo v takšnih velikih strojih še kar nekaj časa brneli, ker so močni in ker je poraba goriva tudi čisto okej. Po novem so pri Audiju opremljeni z blago hibridno tehnologijo, ki ima poleg klasičnega še 48-voltno omrežje in litij-ionsko baterijo tamle zadaj, da regenerira zavorno energijo, ta pa se potem uporablja za elektronske naprave in ponovni zagon motorja. Ok, tako se danes jaz tukaj trudim za čisti zrak, kako pa se trudijo na kmetijah v tako lepi naravi? Tukaj živimo sonaravno, strehe imamo prekrite z lesom, z macesnovimi deskami, grejemo se tudi na lesno biomaso, na dareve, dimnimo pa naše mesnine, se pravi želodec in klobase, pa tudi dimimo z buka in drvom. Naše živali so privilegirane, krave imamo bohinjske cike, poleti so ves čas zunaj, še zdaj se pase zunaj, pozimi imamo pa živali v prosti reji. Našim izdelkom, mesninam ne dodajemo nobenih aditivov, damo noter samo domače začimbe, piransko morsko sol, česno vodo, popor, pa mičken sladkorja. Hrana je bolj zdrava, če je pridelana v takem okolju. Poraba energije je tudi tukaj pomembna. Smo deloma samooskrbovani z elektriko, imamo lastno malo hidroelektrarno, pa delali bomo tudi na temo, da bomo uporabili še sončno energijo, pa pomožni še vetrno. Ja,
Ja, savinjski želodec ima v mojem srcu posebno mesto, sploh tale je fantastičen. In v Q8 je še vedno dovolj prostora za kak kos ali 3, tako da me fantje res veseli. No, smo pa zračunali tudi, da bi za ceno tega avta dobil 3,5 tone suhega savinjskega želodca. To je bila žurka. No, tudi na kmetiji tule so mi rekli, če jim pustim Q8 za par dni, pa se mi ni zdelo fair do kravic tam na pašniku, ker usnje noter ni enake barve, pa nisem hotel biti pes. Čeprav sem 1145 metrov visoko, ne bom rabo pomočnika za spuščanje po klancu, vam pa lahko povem, da ima tudi to. Če je sneg in strm klanec, pride še kako prav, sploh če imaš takole gnoto. Ja, spet tehnološko izjemen avto je tole, ki se kljub vsej svoji naprednosti odlično znajde v tradicionalnem okolju naše prelepe narave. Ja, kaj verjetno sem se podprl.